Danes pri sveti maši slišimo: Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kako praktično tole izgleda nositi križ? Recimo, delati svoje dolžnosti, ko mi ni. Iti na trening, čeprav smo včeraj izgubili. Iti na obisk svojemu prijatelju, čeprav ima ta danes res slab dan in je res tečen. Ali pa, imeti rast tudi tistega, ki mene ne mara. Odpustiti, čeprav me je sošolec prizadel. Same težke naloge. Sami težki križi. In v zvezi s tem, kar nam Jezus danes govori, sta tu še ena slaba in ena dobra novica. Katero želite najprej? Okej, slabo. Slaba novica je, da se brez križa ne da biti Jezusov učenec. Če nisem pripravljen delati vsega tistega, kar sem prej naštel, ne morem biti zares kristjan. Ampak tu je še dobra novica. Dobra novica je, da s svojim križem nisem sam. Jezus je prvi nosil svoj križ. In Jezus mi želi pomagati nositi tudi moje križe. V resnici pa je poleg te dobre še ena dobra novica. Na tej poti s križem smo skupaj. Lepo je, da nisem sam, ki se trudim nositi križ, se pravi biti zares kristjan. Gotovo imam še kakega prijatelja ali prijateljico, ki se tudi trudi biti Jezusov, ki se tudi trudi nositi križ. In če nosimo vsak svoj križ, vsak svojo torbo, je kar malce lažje, a ne? Jezus, učiš nas, da se mora tvoj učenec odpovedati svoji sebičnosti in živeti v ljubezni. To je največkrat kar zahtevno. To je križ. Ti si nam pokazal, da je nositi križ zelo težko, včasih zelo boleče, a na koncu pripelje do velikonočnega jutra, do polnega življenja, do radostne aleluje, ki ne neha odmevati. Pomagaj nam vztrajati, ko je težko, da se bomo napolno veselili, ko bo lepo. Amen. Lepo nedeljo nam vsem želim.